Tako. Za dano funkcijo zapišite ničle, presečišče z ordinatno osjo in koordinate lokalnih ekstremov in narišite njen graf. Zdaj, tole je polinom, pa bomo šli vse tako, kot rišemo polinom, potem bomo pa še dodatno napisali koordinate lokalnih ekstremov, ki jih bomo dobili z odvodom. Se pravi, risali bomo graf, prva točka so ničle. Ničle funkcije so tam, kjer je funkcija enaka nič, se pravi f od x je enako nič. To pomeni x na 3 minus 6x na kvadrat plus 9x je nič. Poskusimo to razstaviti, x izpostavimo, ostane x na kvadrat minus 6x plus 9. X je že v redu, zdaj pa potrebujemo še razstaviti tole bo šlo pa po Ovijetovem pravilu. To pomeni dva oklepaja, x pa x za vsakega. 9 je lahko enkrat 9 ali pa 3 krat 3, to bo 3 pa 3, ker moramo dobiti minus 6, sta oba minusa. To pomeni, da če zdaj to napišemo malo lepše oziroma združimo ta dva ista oklepaja, x minus 3 na kvadrat je nič. Dobimo dve ničli, prva ničla x1 je nič, ker se pojavi enkrat, je to lihe stopnje, in pa x minus 3, x2 je potem 3, ker se pojavi dvakrat, je to sode stopnje. Ok, drugič bomo rekli presek z ordinatno osjo. Z y osjo. To vedno rečemo x je nič in zračunamo vrednost funkcije v točki x je nič. To je zdaj nič na 3 minus 6 nič na kvadrat plus 9 krat nič, to je nič. Se pravi, točka A je nič, nič. Imamo zdaj ničle, imamo presečišče z ordinatno osjo. Dajmo zdaj pa, kako bi rekla, tisto ta drugo, ta novo stvar. Tretjič, lokalni ekstrem. Lokalne ekstreme dobimo tako, da funkcijo odvajamo, odvod enačimo z nič, pa potem pogledamo, kje so te ničle, ne. Se pravi, najprej odvajamo. To je, dobimo 3x na kvadrat minus 6 krat 2x plus 9. F črtica od x je potem 3x na kvadrat minus 12x plus 9. Lokalni ekstremi so tam, kjer je odvod enako nič, to pomeni, da dobimo 3x na kvadrat minus 12x plus 9 je nič. Zdaj pa tule izpostavimo recimo 3. Vedno pogledamo, če se da kaj izpostaviti, ne. Plus 3 je nič, pa 3 krat, pa še lahko imamo Ovijetovo pravilo. 3 je lahko 3 krat 1, kar mora biti minus 4 je minus 3 minus 1 in to mora biti enako nič. Zato je prvi ekstrem v točki x1 je 3, drugi pa v točki x2 je 1. Zdaj pa ekstremi so točke na grafu, ne, in imajo x in y koordinato. Zdaj pa moramo dobiti najprej y1 koordinato od tega ekstrema. To pa pomeni, da bomo v funkcijo, pazite, v funkcijo, ne v odvod, v funkcijo vstavili x1 je 3. To bomo zdaj dobili y1, ne. F od 3 je potem 3 na 3 minus 6 krat 3 na kvadrat plus 9 krat 3. To je zdaj 3 na 3 je 27 minus 9 krat 6 je 54 plus 27, no, na srečo ni tako huda številka, je nič. Se pravi, prvi ekstrem, ekstrem 1, x koordinata je
3, y koordinata je 0. No, smo že pričakovali to, ker je tudi ničla ta. Ne? Zdaj pa za ekstrem 2 moramo pa reči, x2 je 1 in zračuna spet vrednost funkcije v točki 1. To je pa 1 na 3 minus 6 krat 1 na kvadrat plus 9 krat 1 je 1 minus 6 plus 9 je 4. Se pravi, ekstrem 2 je pa v točki 1, 4. Ok. Da bi lahko narisali graf, moramo še določiti četrtič predznak. Za predznak smo rekli, da označimo črto in označimo, kje so ničle. Nič je liha, pa 3 je soda ničla, polov ni, a ne? In zdaj moramo nekje začeti predznak. Zdaj, ker je nič že sama po sebi zavzeta, ne moramo preseka za y, ampak na srečo imamo pa en ekstrem, eno točko, kjer vemo, koliko je predznak. Se pravi, nad 1 je pozitiven predznak. Liha ničla spremeni, pri sodi pa ostane enako. Če ste to že malo pozabili, vam res svetujem, da si še pogledate kaj. Zdaj pa dajmo en koordinatni sistem. Takole. In bomo, da vidim, če imamo vse tule, ekstreme imamo, ničle imamo, ne? Kako zdaj orišemo ta graf? Najprej orišemo ničle. Ničle so nič, nič, pa 3. A je tudi nič, nič, tako da bo tukaj tudi, ne. Tule bo A. Tule 3 nič je tudi en ekstrem, ekstrem 1. En ekstrem je pa 1, 4, to je pa tule. To je pa E2. Zdaj moramo pa iz teh treh točk tole povezati. Kaj zdaj vidimo? Vidimo je, tukajle smo zdaj, recimo, če pogledamo in pri nič, desno od ničle gremo na plus, gremo čez ekstrem in zdaj pa tukaj moramo zaviti navzdol, a ne. Pridemo do ekstrema, kjer narašča, tukaj pa funkcija zavije navzdol in gre proti ekstremu. Desno od trojke je plus, se pravi, tukaj v naslednjem ekstremu pa funkcija začne naraščati in narašča vse do neskončnosti. V točki A pa ni ekstrema, to pomeni, da bo funkcija šla navpično navzdol v isti smeri, kot je prišla. Tale bi bil ekstrem maksimum, namreč najprej funkcija narašča in potem pada. Tu pa najprej funkcija pada in potem narašča, zato bi tale bil lokalni minimum, ne. Seveda so še nižje vrednosti, ampak na tem delu krivulje sta to lokalna ekstrema. Šigan, kaj ne? Res, to so mi res so mi všeč te naloge. Moram povedati, moram. To je konec. Če rabiš več, na ninarazlaga.si, prosim, naroči se na moj YouTube kanal, tule. In pa, če bi rad kaj prispeval za ta projekt, spodaj je vpis, sprejmemo, ni da ni.